Tisoče romarjev se je zbralo na trgu Matere Terezije v Tirani, kjer je papež daroval sveto mašo. V pridigi je papež Frančišek spomnil na versko preganjanje, ki so ga izvajali pripadniki komunističnega režima v Albaniji. To je trajalo 40 letja in skoraj popolnoma zatrlo delovanje cerkve v državi. Lahko rečem, da je Albanija dežela mučencev, številni škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, laiki in predstavniki drugih verskih skupnosti so svojo zvestobo plačali življenjem. Ni manjkalo dokazov velikega poguma in doslednosti v izpovedovanju vere. Koliko kristjanov se ni uklonilo pred grožnjami, brez omahovanja so šli naprej po začeti poti, je dejal papež Frančišek, ki se je albanskemu ljudstvu zahvalil za prečevanje v letih režima. Še posebej pa je pohvalil albanske vernike, da so ohranjali neomajno zvestobo do katoliške cerkve in vere. Danes sem prišel, da bi se vam zahvalil za vaše pričevanje. Prišel sem tudi, da bi vas opogumil, da bi pustili rasti upanje v vas in okoli vas. Prišel sem, da bi vključil nove generacije, da bi se vztrajno hranili z Božjo besedo in odprli srca Kristusu, Bogu, evangeliju, srečanju z Bogom. S podobo orla, ki je v albanski zastavi, je papež prebivalce Albanije pozval naj letijo visoko in so tako še naprej zgled mirnega sobivanja v Evropi. Po sveti maši je pred molitvijo angelovega češčenja sveti oče svojo besedo namenil predvsem mladim. Povabil jih je, naj svoje življenje gradijo na skali, ki je Kristus, ki ostaja zvest tudi takrat, ko smo mi nezvesti.